Dobar dan, dober večer. Vsi prav lepo pozdravljeni v Narodnem domu Rogatec v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na kateri preverjamo pogovore v različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so šle pri naši založbi Nova obzorja. Prav lepo pozdravljam tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spleta oziroma televizijskih spremnikov. Naš današnji prvi sogovornik je pravnik, novinar, televizijski voditelj in pesnik, gospod Igor Pirkovič, s katerim bom spregovoril o njegovih pesniških zbirkah, novinarskem delu in aktualnem programu. Začetek pa prosim župana občine Rogatec, gospoda Berta Mlinarta, ko vodi pozdravni besedi. Izvolite. Spoštovani voditelj, gospod Igor Pirkovič, spoštovani voditelj, spoštovani gospod Igor Pirkovič, spoštovani gospod svetnik Zoran Mojškarc, gospe in gospodje, prav lep pozdrav tu Logatcev v Narodnem domu. V teh turobnih časih, ko smo mislili, da poleg teh vsakodnevnih težav, ki jih imamo, da smo COVID premagali, pa je prišla še neka večja nadloga vojna v Ukrajini. Vse te nadloge izhajajo iz tega, ker se velikokrat ne znamo stopiti skupaj. Pred dnevi sem poslušal intervju Jožeta Možina z gospodom Petrom Hribarjem, ki je nekako razlagal o gradu Strmol, vseh težavah, ki so jih imeli v prejšnjem sistemu, še pred vojno in tudi sedaj družina Hribar. In ko ga je gospod Jože vprašal, tega Petra Hribarja, posluš, kaj misliš, kako bi mi to našo razklanost, to našo težavo, ki jo nosimo, lahko rešili, pravi gospod Peter Hribar, to lahko dosežemo to spravo samo, če naredimo referendum, da se tam ljudje jasno izrazijo, a so za spravo ali niso. Če so za spravo, potem je treba narediti natančne analize, vse postopke in če se da kaj rešiti, popraviti te krivice, tudi popraviti. Če do tega ne bi zglasovali, potem bomo to težko breme, to karmo, ki jo prenašamo iz naših staršev na nas in potem mi na naše otroke, povzroča tisto, kar se je zgodilo v Ukrajini, ker ni bilo dogovorjeno, kaj in kako naprej. Demokracija je lepa stvar, vendar se moramo znati pogovarjati. Z tega razloga, da se povežemo, levi, desni, različnih svetovno-nazorskih pogledov, sem se nekako odločil, da tudi sam pristopim k listi Povežimo Slovenijo. Mi smo na dveh bregovih, na levih, na desnih, vmes je reka našega slovenskega naroda, na sončni strani Alp, ki pa moramo te bregove povezati z mostom dialoga. Da imamo mi tako lepo državo, da smo postali nacija, to je velik čudež. Za vse to pa je bilo na oltarju naše domovine žrtvovano preveč naših ljudi. In gospod Pirkovič je zelo lepo napisal, da v 90-ih letih, ko se je odvijala ta naša vojna, ni bilo vsem dano, da bi v juniju pričakali tisto, kar smo si vsi želeli. Nekako tako je zapisal. Če ravno vam ni bilo dano, da tistega junija znova bi vstali, ker šli v Gospoda objem ste prerano, vam hvala, ker njeno ste pot tlakovali. Tudi tak večer, ki je danes eden od mozaika, ali pa da rečemo tlakovca, ki tlakuje to pot v neko skupnost, kjer se bomo vsi razumeli, se pogovarjali, predvsem pa, ko bo beseda domovina, znali stopiti skupaj. Kajti danes je velikokrat to, ko slišimo domovina, domoljubje, nekatere zamrzli in se spomnim neke čase, ko je bil dom, domovina,
nekako osovražen. Pa vendar dom, domovina, domoljubje, domače ognišče, družina je temelj vsake družbe. In zato želim, da na tem gradimo. Hvala lepa in vesel sem, da ste prišli v Logatec, da bomo imeli en lep večer, en plamenček, ki prižiga plamen tistega, ki se vsi želimo. Hvala lepa. Hvala gospodu županu. Gospod Mirkovič, ste avtor 3 pesniških zbirk domoljubnih pesmi, ki nosijo naslov Slovenska pesem, Zbudi se Slovenija in skupaj zbirka pesmi o domovini. Za začetek bi vam postavil eno klasično vprašanje, kdaj ste začutili, da imate smisel za pesniško rimo? Ja, to moraš začutiti, to pride iz tebe. Že v osnovni šoli sem začel delati prve verze, bil sem edini razred, ki sem to delal za vse možne priložnosti in potem se človek izpili vedno bolje in potem vso svojo kariero, kjerkoli sem delal, sem ustvarjal ali pa razne prigodnice za tiste sodelavce, ki so znano delanje. Jaz sem tudi govore, sem bil na veleposlaništvu v tujini, pa sem imel recimo nastope, pa sem jih v verzih delal, ker to mi gre hitro, pač kakšne druge stvari ne znam. Tisto, kar znaš, se ti zdi enostavno, predvsem pa s časom odkrivaš, koliko iz raznih možnosti ponuja slovenski jezik, za katerega včasih misliš, da je robat, da je tok, nasprotno, kako lepo se da besede polagati in ni nobenega razloga, da se zatekamo kakšnim drugim izrazom iz tujih jezikov. Kako pa nastajate vaše pesmi, od kje črpate na tih znanje, ali imate kakšen poseben proces, kako nastajajo pesmi, ali kaj podobnega, ali pač to čisto spontano? Eno so pesmi, ki jo zadnji Neročnik, pišemo ravno za narodno zabavno glasbo, pa za zabavno glasbo. Drugo so pa pesmi zase, pesmi za te zbirke. Nobenega navdiha tukaj ni, ker navdih iščeš, pa čakaš, pa pride, ne pride. To je samo stvar domišljije, to pomeni, sedem, se uživim v vlogu ženske lahko in napišeš, to je stvar domišljije. Če se ne motim, v bistvu, če se konkretno dotaknemo tih vaših 3 pesniških zbirk, prva nosi naslov Slovenska pesem. Kako in kdaj je nastala? Ja, posebej zanimivo je nastane te prve pesniške zbirke, enostavno. Veliko sem pisal pesmi za glasbo, zgodovinsko tematiko. Recimo, ko jih je bilo 10-15, sem si dejal, kaj če naredim še enkrat toliko, ali pa malo več, in bo nastala pesniška zbirka. Enostavno škoda se mi je zdelo, da bi ostalo samo pri tem, samo pri glasbi. To me je spodbudilo, da sem tistim že nastalim, tudi že v glasbenim, dodal nove. Nastala je pesniška zbirka, to je prva pesniška zbirka, ker je imela velik uspeh, predvsem s tisto prvo pesniško zbirko sem ogromno gostoval po Sloveniji. Potem je nabiral se material za drugo pesniško zbirko, tretja pesniška zbirka je bila pa pogojena s 30-letnico samostojne Slovenije in z dejstvom, da sem v času korone bili več ali manj doma in sem hotel koristno uporabiti čas, ujet 30-letnico Slovenije in kaj te pa žene naprej? Žene te bravci. Jaz nisem za to, da nekaj za dušo pišeš, pa da ostane v predalu. Stvar dobi smisel, ko jo predaš naprej. Jaz jo predajam med ljudmi. Ne izpolnjena želja, pa še, da bi te stvari prišle v šolski sistem. Ampak veste, kako je, tisti, ki odločajo, večinoma niso naklonjeni taki problematiki. Morda bi bilo dobro, da bi recimo prišla v bistvu v šolske učbenike, recimo vaša pesem iz te prve pesniške zbirke Za Slovenijo živimo.
jo morda lahko preberete, ki mislim, da je... Ja, no, ta je v učbenikih za 7. razred osnovne šole, čisto slučajno, ampak se je vlila v medijih velika polemika. Torej se malo premika potem. Ja, so še kakšni taki osamelci, tisti, ki odločajo o tem. Tako da, zanimiv je nastanek te pesmi, Očitajo mi, to je himna SDS. To ni nobena himna SDS, ampak ta pesem je nastala za slovenske otroke, ki imajo, za bosanske otroke, ki imajo slovenske korenine v Bosni in Hercegovini. In je bila v neki drugi glasbeni podobi, potem so jo tukaj prevzeli tudi drugi. Pesem je domoljubna in zanimivo, koliko odpora doživljajo v Sloveniji te domoljubne pesmi. Ne vem, če jo... Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker po tiho dobro vem, da srce odpre. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma, ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Starši govorili so, če bo šel od tod, vedi, tu te čakamo, tu živi tvoj rod. Kjer se Jadran z Alpami spleta v Maurico, tam ljudje zaljubljeni so Slovenijo. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim moja domovina. Za Slovenijo živim, njen me vodi tok, čustva z njo se potopim, saj sem njen otrok. To bo izvorno. Nuša Drenda pa poje, je moj smeh in jok. Tako da ta pesem ima mnogo prado. Nekatere so glasbene, kako se jih vrti, nekatere še ne. Leta 2017, ki nosi naslov Zbudi se Slovenija, bi morda kakšno pesem tudi iz te zbirke posebej izpostavili. Vem, da vam je cel kup pesmi pri srcu, ampak morda kakšno. Nikoli se ne pripravljam, vedno imam drugačen program, pa bom prebral eno, ki pooseblja odnos do domovine. Roža, mati, knjiga. Domovina je kot roža, ki vznesena k nebu moli, ki svetovi te poboža, da ljubiti ti dovoli. In ko lačna zdi se duša, jo nahrani sončno svilo, če jo le srce posluša, se bo dobro mu godilo. Domovina je kot mati, ki navdih je za življenje, ki ne pušča te pred vrati, ko greš v lov za hrepenenje. In ko komaj najdeš smisel, da ne greš za polno luno, njena božajoča misel zaigra na pravo struno. Knjiga. Domovina je kot knjiga, ki modrosti v sebi skriva. Kadar padaš, spet te dviga, bolj umiraš, bolj je živa. In ko z njo si sklenjen v krogu, kar je slabo, prej izgine, ko te pelje v večnost k Bogu, preseli se med spomine. Neka prispodoba, jaz imam urejen ritem, ker izhajam iz glasbe, in če ima besedilo urejen ritem, urejeno metriko, se lepše sliši. In potem tudi vstaja neka pravila. Zelo lepo pesem. Ob lanski 30-letnici neodvisne samostojne Slovenije ste izdali v Samozaložbi še tretjo pesniško zbirko, ki se že menili in nosi naslov Skupaj zbirka pesmi o domovini. V čem se ta pesniška zbirka razlikuje od prvih dveh, s čim nadgrajuje prejšnji del? Tako kot se človek treniraš, si vedno boljši, tudi v pesništvu je tako, v pisanju jezik je bolj izostren.
bolj sem strog bil do sebe, mislim, da težko najdeš kakšne obrtniške napake, vsebina je pa zelo raznolika, od razmišljanja, odnosov, intimnem odnosu med posameznikom do domovine, do lepot Slovenije. Ena pesem je bila tudi Darjo Gajšek, Lepa si Slovenija na lanski proslavi, uglasbena in zaigrana v dnevu državnosti. Enostavno je bolj dodelana, ta zadnja je najboljša, če so malo samo kritične, in enostavno posvečena, tudi lepo izgleda z nekimi umetniškimi fotografijami, simbolnimi, 50-60 pesmi o njej. Bom pa prebral prvo pesem, ki bo naključen na prvem mestu, ki govori ki je poklon tistim, ki so tvegali takrat, ko je bilo treba. Če ne bi takrat poguma imeli in src, ki so bila v ritmu zdravnice, morda bi še danes po njih hrepeneli in še bi tičali v gnezdu krivice. Edino ste šli, takrat smo naproti, ni bilo vojske in ni bilo sile, ki bi nam prekrižale sanje na poti, sanje, ki so se takrat nam zgodile. Bili so močnejši, a niso zdržali, saj ni bilo sonca na njihovi strani. Imeli so vest, ki je niso oprali mi, pa imeli smo zvezde nad nami. Hvala vsem tistim, ki za domovino življenje so dali, da mi bi živeli. Kdo bi razlagal nam zdaj zgodovino, če ne bi takrat poguma imeli? To je tista znana mantra o predaju oblasti, intimni opciji, neintimni opciji. Dejstvo je, če ne bi bilo takrat poguma, tudi par ključnih posameznikov, največjo vlogo igra oče slovenske države, Jože Pučnik, vprašanje, kako bi se stvari obrnile. Se v zahvalo pa je včeraj dobil dr. Jože Pučnik kar 2 doprsna kipa, tako na Brdu pri Kranju, kot tudi v hiši dr. Jožeta Pučnika v Ljubljani. No, nedvomno pa ima veliko sporočilno moč za sedanji turbulentni čas konfliktov, spopadov, tudi velikih nestrpnosti. Nosilna pesem te vaše pesniške zbirke, ki nosi naslov Skupaj, jo morda lahko preberete in tudi malo pokomentirate. To je nosilna, lahko rečeš, naslovna pesem, pa tudi to je rdeča nit, ne da bi se zavedal. Sem opazil, da se ta beseda skupaj velikokrat pojavlja v pesmih. Ena je skupaj, ena je potem svetlobo poiščemo skupaj. Namreč ta zbirka je povezovalna zbirka, ni razdiralna. Ne govori o tem o drugih, ampak govori o sebi in itak, to vsi vemo, da je največji problem sodobne Slovenije, ta razdvojenost. Ampak ne moramo zdaj mi prepričati ljudi, da morajo se poenotiti v mislih, v svetovnih nazorih. To je brez veze, da je treba na prijazen način skupaj sobivati in potem najboljše od sebe. Veste, kaj se dogaja v politiki? Kot da imamo že večinski sistem, pol stranke reklo, mi smo skupaj, mi ne gremo, mi se povezujemo, ampak hkrati ne gremo z nobenim, ne glede na interes države, ne glede na to, kako so ga karte premešale po volilni dan, ne razmišljamo, da bi postavili interes države, interes naroda, eno strankarski interes, pa drugo. Jaz pravim, svetlobo se vedno poišče skupaj. Bom poiskal takoj. Če ranjen bi bil tvoj ponos, bi zate postavil sekleno. Če kdo bi pristrigal ti krila, bi njega potisnil v steno. Če kdo bi ti slabega kaj naredil tako brez razloga,
bi hitro občutil, kako je, če silo se spraviš na koga. Če kdo bi se gajti na pot s kamenjem in trnem postavil, bi z njim ne naslov bi razmišljal, kot nekdaj na hitro opravil, če kdo bi ugasnil ti luč, te prosim, nikdar ne obupaj, saj sama nikdar ne ostaneš, svetlobo poiščemo skupaj. In meni je žal, da ta pesniška zbirka, recimo, da povezuje ljudi Slovence, s tem ne moreš prijeti v šolski sistem, ne moreš prijeti na knjižne police etabliranih knjigarn. Enostavno, to ni literatura, ki bi danes, do katere bi bili naklonjeni tisti, ki o teh stvarih odločajo, kar je narobe svet. No, nekaj podobnega je tudi glede tega, katera glasba se vrti na radijskih oddajah. Ste tudi javni pisec pesmi, ki jih pojejo izvajalci zabavne, narodno-zabavne glasbe. Vaša dela so redno izvajana na različnih festivalih, kot so Slovenska popevka, Ema, Melodije morja in sonca. Vaša pesem že predstavlja Slovenijo na Evroviziji. Ste tudi predsednik društva pesnikov slovenske glasbe. Kako gledate na precej uveljavljeno trditev, mantro, da je slovenski jezik manj spevan kot trenutno kateri drug in da pač zato slovenske radijske postaje še kar naprej vrtijo tako veliko pesmi s področja nekdanje Jugoslavije, ko sem bil sam še kot zadnja generacija slovenskih fantov v JLA, v bistvu sem moral vse skozi poslušati samo pač njihov pesmi, prašno, v tistem celem letu skoraj nisem slišal slovenske pesmi. Slovenija mora biti odprta za vsa sonca in pomladi. Vendar je treba imeti samozavest, treba ceniti, kdo si. Če bi vrteli kakšno madžarsko pesem, bi bil takoj kolov, zakaj pa ne? Avstrijsko, nemško, italijansko. To nagnjenje v tej jugonostalgiji izhaja iz dejstva spet okusa tistih, ki krojijo okus. Enostavno, to je neverjetno. To je neverjetno in tako, kot ste prej rekli, da je slovenski jezik tak in drugačen. Ni res. Slovenska beseda, to je dokazano. To vam pravi vsi tisti, ki se z njo ukvarjajo. Vprašajte Ferija Lajščka, kaj bo povedal. Vprašajte Ivana Sevca. Pravi, da slovenska beseda ni trda in toga, da jezik bi lomil se, ko jo izreče. Nasprotno je mehka kot Božja bi koga, kot z ustnic, ko žametna reka ti steče. Za smeh in za solze bila je rojena, za ogenj, za let in za tisto ostalo. Ušesa bo Božja tako kot nobena in čustvo brez meni odpira padalo. Preprosta je, hkrati pa silno bogata. Poda se Gospodi, beraču in kmetu. Odpira še neizrečenemu vrata, ponosno postavljeno, z njo se posveti. Ampak branimo nje sonca, mehkobo in žamet, da ne bi kaj slabega se ji zgodilo, da ne bi prepozno nas srečala pamet, potem, ko bi kdo jo izrinil na silo. S tem hočem povedati, da je za usodo slovenske besede in nje prisotnosti so odgovorni Slovenci. Saj ni problem v tistem Hrvatov, ki tam polni plesišča po Štajerski, po Dolenjski in tako naprej. Problem je v slovenski politiki. Ni nacionalizem, če rečeš najprej slovensko. Kako pa gledate na to, da je nek profesor z FDV-ja zapisal oziroma nekako trdi, da ima slovenska narodno-zabavna glasba nekakšne fašistične nastavke ali kaj podobnega, da ga spominja nekako na to? Moje mnenje je, da je problem tudi profesor na FDV-ju, ki vodi celo neko katedro in usmerja študente, predvsem pa to, kar je izrekel,
ni šlo za čisto navezavo, ampak kaj lahko vodi v fašistoizacijo, da ima ta glasba take nastavke, tako da bo lepo vas prosim. Profesor je proučeval slovensko narodno zabavno glasbo, v slovenski narodno zabavni glasbi nima pojma. Mogoče je slišal za Avsenika in Slaka in za omenjati Atomic Harmonic, ki so nepomembni, 20 let stara stvar. V Sloveniji imamo 300 ansamblov, ki snemajo narodno zabavnih in še nekaj toliko, ki igrajo. V slovenski narodno zabavni glasbi je tako kot v stali glasbi ogromno slabega, ogromno dobrega, ampak govorimo o tradiciji. S tem je on užalil slovensko tradicijo. Jaz mislim, da se lahko na tem zgražimo, predvsem pa s tem nastavlja sebi ogledalo. To je tako, kot da bi v Avstriji Straussa kdo proglasil za bedaka. Možakor je punker, treba spoštovati, ampak nima nobenih referenc za tako glasbo. Jaz sem odgovoril po eni pesmi in jaz pravim, treba povedati, rojen sem tu na sončni strani raja. Ponosen sem kot domovine sin, izginja vse resnica, pa ostaja, ne bom pozabil svojih korenin. Kjer hodim bom našo lepo pesem, spodbujal, da se seli iz roda v rod. Da se moj sin nikdar ne vpraša, kje sem doma in kam gre moja pot. Storimo vse, da bi slovenske riže odpirale srca na naših tleh, da z njimi bi prišli si malo bliže, da bi bilo več sonca v očeh. V srcu nosim eno Ukrajino, vsak nosi neko svojo Ukrajino v sebi. Zato negujmo njena sonca vsi, besedo njeno žlahtno in edino, negujmo, da je kdo ne preglasi, ker pesem domača včasem me vrača, kjer gnezdijo ptice, kjer je moj dom, pesem slovenska meni najdražja, saj nikoli pozabil ne bom. Je bilo kaj fašističnega v tem? Vsekakor ne. Približujemo se koncu najnega pogovora. Ste novinarji, televizijski voditelj na TV Slovenija. Kako gledate na to, da se številni novinarji na RTV Slovenija še danes nekako ne morejo sprijazniti, da mora biti nacionalna medijska hiša pluralna, da se mora preko nje slišati različna stališča, da se mora o določenih stvarih praktično vseh poročati z različnih vidikov, da je potrebno biti profesionalen, da je treba upoštevati eno in drugo stran, da ne more biti samo stalno, v bistvu, da se prevladuje samo ena in ista zveličavna resnica. Priča smo tudi nekom govorom pred vhodom v stavbo RTV in podobno. Kako vi gledate na to? Da vam povem z enim primerom. Pravica do protesta je osnovna demokratična pravica in če je kje Slovenija svojo demokratičnost in svobodo izkazuje po tem, da lahko mirno pluvaš, žališ oblast, ne da bi se ti kaj naredil. Bil je protest novinarjev, češ da je okrnjena avtonomija, češ da treba zavrti novinarsko avtonomijo, napadi od zunaj in tako naprej, ampak ok, to vse podpišemo. Na tem protestu je bil tudi organizator petkovih protestov Jaša Jenull. Jaša Jenull je pred mesecem in pol na petkovih protestih na oder povabil Svetlano Makarovič in je rekel, zdaj bo pa Svetlana povedala eno pesem o tem pisunu Jožetu Možini. Naslov pesmi Svetlane Makarovič je bil
Pesem se našla na njegov prispevek na nacionalni televiziji. Tam je v svoji pesmi Blad in na koncu konča jezik za zobe možina. Nanašala se na njegovo delo, novinarsko delo na nacionalni televiziji. Zdaj, treba se odločiti, ne? A braniš novinarsko avtonomijo v vseh primerih, ali jo samo takrat, ko ti paše, ko gre pa za napade na nekoga, ki ti ni pri srcu, pa to spodbujaš. Tako da tle zgubi stvar kredibilnost. A nekaj meni se zdi, jaz delam privatne medije, ne? Mislim pač, če se določeni ne strinjajo z novim vodstvom, pač imajo vse možnosti, da si pač poiščejo službo druge. Kako vi na to gledate? Dobro, spet bom vstopil tistim, lahko se izraža, ampak prejšnji direktor je bila ukinjena oddaja Polnočni klub. Nikomur nič. Odpoved je dobil Pavel Ravnohrib. Kje so bili takrat varuhi avtonomije, medijske svobode? Ukinjene so bile pogovorne oddaje, del pogovornih oddaj, ki pripomorejo k organizaciji slovenskega medijskega družbenega prostora na 3. programu. Nikomur nič. Zdaj, jaz imam vtis, ne bi odrekel nikomor pravice do mnenja, tudi do protesta in tako naprej, po mojem mnenju, v vsakem podjetju je vodstvo tisto, ki ima mandat in ki nosi tudi odgovornost za morebitne napake, v dobrem in slabem. Da bi pa radi vsi urednikovali, vsi bili direktori, to enostavno ne gre. Jaz se ne strinjam s tem, posebej na javnem mediju, če ti ni všeč, pa greš drugam, to je svobodna odločitev. Problem postane, ko so konkretni pritiski na neko avtonomijo, ampak jaz sem tam in jaz konkretnih pritiskov, zelo iskreno vam povem, ne občutek. Da bi bila ta medij izrazito klečeplazen do vlade, naklonjen, mislim, da ni, je kar kritičen, tako da mogoče je problem to, da je zdaj v programskem svetu, da ga ne več obvladujejo nasledniki Zveze komunistov. Očitno je to napaka v sistemu, ampak s tem je treba živeti, vedno treba spoštovati demokratične postopke. To je tako, kot na volitvah kdo zmagal, pa tisti, ki izgubi, protestira, da je vse narobe. Kako pa gledate na to, a ne ste tudi član Združenja novinarjev in publicistov, tako kot jaz, ne? Da recimo nekateri novinarji in novinarke še včeraj so vpile na veliko avtonomiji, neodvisnosti novinarstva, danes pa že kandidirajo na neki listi. Gre za fair play tukaj. To je politično združevanje in vključevanje absolutno svoboda vsakega posameznika. Je pa malo čudno, da si do danes si neodvisen novinar, čez noč greš v stranko, težko boš prepričal tiste, ki si prodajo svojo neodvisnost. Bili so vedno prehodi v politiko, to je tudi lahko naslednja faza, pa neka druga faza življenja nekoga, ampak statistično je bilo veliko več odhodov med leve stranke. Se pravi, stranke sedanje opozicije. V LMŠ je šlo nekaj v socialne demokrate, zdaj je zlata jama po anketah Svobodna Slovenija, kako že katedrala svobode, gibanje svobode. Čez noč so vsi pozabili kul, da je treba staviti na tega konja, tako da je videti, da si bil tudi prej opredeljen.
In rešil vprašanje za konec najnega pogovora. Na TV Slovenije boste vodili tudi določene predvolilne oddaje. Kaj pričakujete od teh predvolilnih soočenj in od samih volitev? Kaj si ob tem predvsem želite? To ne vem, kaj bo. To ne vem, kaj bo vodil in če ne bom, to o tem odločajo drugi. Si pa vsak želi, da bi predvolilna kampanja izražala tisto, čemu je namenjena, da bi se ljudje na podlagi slišanega bolj pravilno odločali, ne? Da bi bile glavne teme. Ne gre za eno ali drugo stran, da bi se vsebinsko razgrnile stvari, da bi bile tako usmerjene, da bi enostavno imeli ljudje na paleti dovolj informacij, da bi rekli, aha, na podlagi tega, to me je bolj pripričalo so mi te, pripričali so mi oni, predvsem vsebinskosti in da ne bi zdaj bilo zaznamovano, kdo bo šel s kom, a res ne bo, a je kakšna možnost, da greste s temi skupaj, ali ne? Preveč se ukvarjajo z drugimi. Hvala. Morda še kakšno vprašanje za občinstva? Izvolite, gospa. Obema lep pozdrav. Bom pa z tega konca začela, čeprav sem imela namen na poeziji. Ja. Gospod Pirkovič, vse oddaje vaše z veseljem gledam, odkrito in to, ko ste omenili. Me pa zanima, imate zmeraj imate dva pola, enega iz desnega, kar je seveda odlično. Ja, ampak naprej veš, kdo bo kaj povedal. Ja, to je tudi res. Ne. Potem pa nekdo iz desne pove, to stalno ne, visoka gospodarska rast, nizka in tako dalje, potem pa imate Tanjo Fajon. In popolnoma obrne. Ni res, stanje gospodarstva je katastrofalno, imamo predsednika vlade, ki laže, razdvaja, pritiska na novinarje, ruši vse standarde, ustavne podsisteme in vi ste tiho. Gledate se v oči in ne rečete, a mi poveste eno ime novinarja, kje ruši demokracijo, kdaj razdvaja, kje je njegov sovražni govor. Zakaj jo to takrat direktno ne vprašate? No, sej da, ne vem, če si vse momente, če se spomnite. Treba imeti eno mejo, vsak, ki je v studiu, ki sprašuje, treba dati videz nepristranskosti. Jaz se dostikrat zelo strinjam samo z enim gostom in z drugim čisto nič. Ne morem vsebinsko iti v to debato na eni ali drugi strani, kar ste pa rekli, to pa ja. Če nekdo nekaj reče, kdorkoli, nekaj splošnega, isto je recimo z Golobovo plačo, ki je bila, ali pa z Masteršovo diploma. Vse je v redu. Njim se pojasnite, kako da so bile 3 verzije. Bile so 3 verzije diploma. A so bile? So bile. Prvi enkrat ste rekli, da je zgorelo, spravi, ni zgorelo, če imate zdaj, hoče reči, podvprašanja so zelo pametna, takrat, ko te hoče gost speljati nekam drugam. Ne da si teče, ampak če ima argumente, ti bo to lahko odgovoril. Če ne se pa ugotovi, da neki bluzi in tudi to je sporočilo gledalcev. Vse je za nič. Ok, kaj vse? Ja, kršenje pravic. Kaj? Kršili so pravice. Žrtve pravosodja. Ok. Radonič, Kangler, žrtve pravosodja, Novič, žrtve pravosodja, lahko tudi ste strani vzameš. Še kakšno? Hvala tudi našemu prvemu gostu, gospodu Pirkoviču. No, naš drugi današnji gost pa je domačin, diplomirani pravnik Zoran Vojškac, ki je zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je tudi predsednik občinskega odbora SDS Logatec, občinski svetnik in kandidat za poslanca Državni zbor Republike Slovenije. Z njim pa bomo še malo spregovorili o
domoljubju, pa tudi o lokalni problematiki. Gospod Mojškrc, ker je današnji večer bolj kulturno barvan, bi jo sprašal, kaj bi rekli na splošno o kulturi v občini Logatec? Ja, lep dober večer vsem. Mislim, da v Logatcu kultura kar lepo uspeva. Če pogledamo samo aktivnosti naših društev, bi brez problema rekel, da glede na število prebivalcev se lahko naša kultura primerja z veliko večjimi občinami in jih v marsičem tudi presega. Imamo preko 20 kulturnih društev, ki se redno, letno prijavljajo na razpise. Tudi občina je pri financiranju kulture izredno radodarna. 5% našega proračuna gre približno za financiranje kulture, od tega 160.000 evrov letno za ljubiteljsko kulturo. Iz tega se potem financirajo razni kulturni projekti. Manjka pa tista češnja na smetani, in sicer obnova tega narodnega doma. Jaz upam, da bomo v prihodnosti v zelo kratkem prišli do realizacije tega projekta, ki ga Logatčani že nestrpno pričakujemo vrsto let. Upam, da bo do tega res prišlo. Lahko pa naštejem samo nekatere eminentne naše kulturnike, se pravi Mešani pevski zbor Adoramus, Simfonični orkester Cantabile, za tega ste verjetno vsi slišali, napolnijo koncertno dvorano v Cankarjevem domu, se pravi to največjo dvorano Gajvosovo, in jaz mislim, da to je nekaj, na kar smo Logatčani lahko upravičeno ponosni. Naš prvi sogovornik, gospod Pirkovič, je avtor številnih domoljubnih pesmi. Kaj vam osebno pomeni domoljubje? Kaj vse si predstavljate pod besedo domoljubje? To je recimo še danes zelo aktualno ob tej krizi v Ukrajini. No, če se vrnem nekaj desetletij nazaj, ko sem bil najstnik, po domač povedan, takrat smo se ravno osamosvajali. Mislim, da takrat je bil domoljubni naboj tudi pri takratni mladini, sam sem bil star 13 let, izredno močan, in jaz sem politiko začel spremljati takrat v začetku leta 1980, če se spomnite tisto odhod iz naše slovenske delegacije iz Kongresa Zveze komunistov. Takrat je oče začel malo bolj to govoriti doma, jaz sem pa veselo kot najstnik vlekel na ušesa, po domač povedan. In takrat sem nekaj začutil, da se bo nekaj začel dogajati. Za proces četverice sem bil pač še premlad, nisem dojel, zakaj se gre, ampak ko je pa prišlo do tistega dneva, ko je bila razglašena samostojnost, pa še danes ne moram očetu pozabiti tega, da ko je videl, ko sem gledal proslavo po televiziji, je rekel, no pa pejva midva, kje pogledati na Trg Republike, kaj se tam dogaja, in zato ne bom do konca življenja hvaležen. Avtobusi so zastonj vozili tisti dan v Ljubljani. In to je tisto, da si ponosen, da je tvoja država, svoj narod razglasil samostojnost. Za moje pojme to tisto, kar pomeni domoljubje, se pravi, da s ponosom obešiš slovensko zastavo, in to prenašam, kolikšni meri se pač da tudi na svoje otroke, pogrešam pa, da ni tega domoljubja več v šoli. Kako pa gledate na to, da recimo z domoljubjem, z atributi slovenske države je povezana tudi slovenska vojska, da recimo v teh turbulentnih časih, da so nekatere stranke, tudi na misli predvsem levico, tako silovito proti modernizaciji slovenske vojske in podobno, da tako nasprotujejo slovenski vojski, ki v bistvu je tista, ki nas lahko brani v primeru kriznih razmer. Ja, če so nas na kaj te krizne razmere opozorila, je to, da je njihova politika povsem zgrešena. Mir zagotavljaš s pripravljenostjo na vojno, zadnje čase velikokrat strelišmo in
v tem segmentu je dobra opremljenost lastne vojske ključna. Mi takrat, ko smo tisto vojno 10-dnevno imeli, je bila tudi ta opremljenost, ki smo jo takrat imeli dosti moderno. Sicer je bil embargo, nismo mogli uvažati, ampak te zadeve so še danes nerazčiščene, ampak jih Levica vedno znova izkorišča za nek svoj moment dokazovanja vseh možnih rabot, ki jih v bistvu ni bilo. In dobro oprema vojske, mi moramo se zavedati, da Slovenija je pač majhna država, ampak tako kot ima ruski medved danes probleme v Ukrajini, ko je soočen z odporom, ker imajo domačini moderno orožje. V takem primeru je bila tudi pri nas Jugoslovanska ljudska armada soočena z odporom, ki ga niso pričakovali. In to je tisti segment, na katerem moramo delati. Tako da to, kar teli gospodje z Levice predavajo, jaz mislim, da ne pije vode. In če ne drugega, upam, da bodo tudi Slovenci spričo te grozne situacije v Ukrajini to tudi zna upoštevati na volitvah. Vsa ta njihova prizadevanja za neopremljenost slovenske vojske, roko na srce pa tudi levemu delu politike. Slovenska vojska nikoli ni predstavljala tistega podsistema, ki bi mogel to biti. Prav uporabljali so ga samo, če so bile naravne nesreče, ko je treba vojsko čuvati, poslati na meje, za kar vojska je namenjena. Ko smo bili soočeni s tisto migrantsko krizo, to je pa ne diši, to ne pa kar policija. Ker se mi zdi, da policijo bolj smatrajo za njim bližjo, kot pa slovensko vojsko. Se pravi, v bistvu se moramo zavedati, da živimo v realnem svetu, kjer je boj za vpliv moč stalno poteka. Torej zaradi vsega tega smo že 2 tedna soočeni s to rusko agresijo na Ukrajino. To se odraža tudi v številnih beguncih, ki bežijo navadno iz Ukrajine. V Logatcu imate izpostavo azilnega centra. Kako ustrezno poskrbeti za vse te ljudi, ki so res pomoči potrebni? Ja, če potegnem samo usporednico s tisto begunsko krizo iz leta 2015, ko smo imeli na občini, to zdaj povedal tudi župan, kar nekaj problemov, ko se je država odločila, da bo te ljudi nastanila v tem azilnem centru, tega tokrat ni. Takrat sem jaz dobil veliko klicev, nasprotovanja danes, dobivam klicev obratno, kako lahko pomagamo, da bi se te ljudje čim bolj počutili v naši skupnosti. In kar mi je znano, je danes vlada sprejela celo en sklep, da bo še dodatne kapacitete v tem azilnem centru vzpostavila, kar se mi zdi, da je dobro. To so ljudje iz naše bližine, so praktično naši sosedje, madžarska meja pa ukrajinska sta oddaljene približno 500 km in mislim, da je prav, da naredimo vse, da se tem ljudem pomaga. Je pa, če bo konflikt dolgotrajen, bo potrebno razmišljati tudi o drugih stvarih, se pravi, kako tem otrokom, predvsem otrokom, pomaga, da pridejo do izobrazbe, da jih ne pahnemo, naprimer, da imajo možnosti, kot bi jih imeli doma. To se mi zdi, da je najbolj pomembno in tudi, kolikor opazujem se bo naš šolski sistem, to je ministrica, mislim, da včeraj že napovedala, da se bo naš sistem temu prilagodil, tudi na Hrvaškem podobno ravnajo in da je treba tem otrokom ponuditi možnost, da živijo polno življenje, ker zavedati se moramo, da marsikdo verjetno tudi ne bo šel več nazaj, ker se nima kam vrniti in bi moral biti tak dobrodošel, ker v nasprotnem primeru sledi tista druga varianta, ki verjetno nobenemu ni najboljša in sicer, da bodo taki otroci pahnjeni na rob družbe, pa zvemo, kaj sledi, kriminalne podobnosti. Konec aprila bodo v Sloveniji državnozborske volitve. Pred tem je pa pač treba pogledati recimo
nazaj, kaj je naredila ena politična stranka, druga, kaj so naredile posamezne stranke. Prosim bi vas za nekakšno oceno, kaj ima na eni strani imajo za pokazati stranke, ki sestavljajo vladajočo koalicijo in kaj v bistvu lahko pokažejo oziroma ne pokažejo stranke, ki so bile opozicije, stranke, ki so to vlado res histerično zauzeto rušile. Če se spomnimo, nedolgo nazaj je bil en zapis na družbenih omrežjih župana, ki je pripadal tej opciji, ki je bila prej desetletja na oblasti. Kaj jim je povedal? Da so vedno poslušali, slišali pa nič. To se mi zdi, da je glavna razlika med tistimi vladami in pa to vlado, ki sedaj vlada, da poslušajo in tudi slišijo. In se potem na te probleme tudi odzovejo. Če se spomnimo, leta nazaj so poviševali plače v javnem sektorju, krati pa niso dvigali povprečnine za občine. Kar pomeni, da je bila na eni strani občina soočena z višjo plačno maso in kje je mogla vzeti na investicijah. Tako da se mi zdi, da je najpomembnejši ukrep za lokalne skupnosti, ki ga je naredila ta vlada, je, da je to uredila, da so občine predvsem bolj primerno financirane, seveda vsak župan, vsak občinski svetnik bo rekel, da vedno premalo dobijo, tako da sigurno so še možnosti za izboljšave, ampak to je ta glavni moment in tudi, ali pa investicije v šolstvo. Desetletja se je ta sektor zanemaril, s prihodom te vlade se v 2 letih gradi malo morje vrtcev, prizidkov k šolam, šol novih in podobne zadeve. Verjetno je vsekako izredno pomembno, da vlada Republike Slovenije torej da skrbi za ta regionalni razvoj, da ne gre vse samo v center, ker vemo, da je policentrični razvoj, da se poskrbi tudi za to kulturno krajino po celi Sloveniji, tudi za enakomerno posebnost, da je verjetno to ena izmed pomembnih prioritet, recimo bi morala biti pomembna prioriteta vsake vlade. Ja, seveda, če se vlaga samo v centre, potem ljudje tam vidijo svojo prihodnost in se podeželje zarašča. Ljudje na podeželju morajo imeti enake razvojne možnosti, kot jih imajo ljudje v mesti. In to je tisto glavno. Še nekaj mi je prišlo ravno na misel, kaj pa ta vmesna stopnja, na občinsko raven teh pokrajine, regije, o tem se je veliko govorilo. Kaj vi menite o tem, a bi se šlo v to ali pač niti ne, ker mnogi se recimo bojijo, da bi bilo potem to preveč birokracije, stroške in podobno. Vemo, da smo imeli v času prve Janševe vlade že referendum o tem, ampak je nekako zaradi prenizke volilne udeležbe v bistvu zadeva propadla, in jasno vedno so te debate, kako velike naj bodo te pokrajine oziroma regije, katera občina naj gre kam in podobno. Kako vi gledate na to? Ali bi bil to korak v pravo smer ali ne, ali pač to treba še premisliti, da se zadeva nekako vse? Ja, pokrajine, to je zelo veliko vprašanje. Ampak veste kako, hodiš po terenu pa poslušaš župane, ostale občinske funkcionarje, v končni fazi tudi, sam sem eden izmed teh, na koncu prideš do tega, da bi vsaka občina bila kar svoja pokrajina, da jim to ne gre. Ampak zdaj v Sloveniji se tudi, kot je že gospod Pirkovič pred mano govoril, je problem dialoga, v končni fazi je to tudi župan povedal. Nekako stojimo na svojih bregovih, samo če pa čist regionalno pogledamo, bi se pa župani morali usesti pa reči, ok, imamo svojo regijo, država mora pa smernice postaviti, kakšne so zahteve, da pokrajina je lahko, tako kot imamo v zakonu o lokalni samoupravi zapisano minimalne neke pogoje, ki jih morajo zagotavljati občina, če se želi ustanoviti,
bi verjetno bil pristop v tej smeri malo bolj konstruktiven. Se pravi, da bi se mogle občine same odločiti, v katero pokrajino bi se povezali. Mogoče bi šli iz te ravni od spodaj na vzgor. Trenutno je pa koncept tak, da se bolj gre od zgoraj na vzdolj in se nekaterim občinam, predvsem mejnim, to včasih zdi nesmiselno. Tudi Logatec je ena izmed mejnih občin, ki pa imamo tudi znotraj rogaške politike deljena mnenja, bi šli v notranjsko, bi šli v srednje slovensko, prednosti, slabosti, ene, druge. Tako, če bi bili pa postavljeni pred dejstvo, da pa lahko se sami zorganiziramo v pokrajino občin, država zagotovi potrebno zakonodajo, mislim, da bi na ta način lahko naredili nek premik naprej. Še imam morda bolj osebno vprašanje, kaj vam pomenijo družinske vrednote? Ja, družina je osnovna celica družbe. Mislim, ta stavek pove vse. In še moje zadnje vprašanje za vas. Zakaj se boste zavzemali, zakaj se zavzemate, oziroma zakaj se boste zavzemali, če boste izvoljeni za poslance državnega zbora, a ne, ker vemo, da v bistvu mislim tukaj tako na državni ravni kot poslanec, pa lahko tudi pomagate, pripomorete k razvoju tudi lokalnega okolja, iz katerega prihajate. Ja, vsekakor se več investicij v to lokalno okolje. Po drugi strani pa je treba zadevo vzeti takole, pač kandidiramo vsi za to, da izboljšamo to našo državo. Pogledi na to, kako do tega izboljšanja prideti, so v demokratični družbi seveda različni, kar je čisto normalno, ampak sam sem prepričan, da nastopam kot kandidat v stranki, kjer so jim na prvem mestu domoljubje, družinske vrednote, strpnost in pa tudi v končni fazi dialog z drugače mislečimi, ne glede na politično opredelitev, kar mislim, da smo vsaj v rogaškem odboru SDS, pa tudi na državni ravni nikoli nismo zavračali roke dialoga. Hvala. Hvala še našemu drugemu današnjemu gostu. Če ima morda še kdo iz občinstva kakšno vprašanje za našega drugega gosta, gospoda Moškarca, morda? Niti ne. Hvala. S tem zaključujem naš današnji pogovor v okviru Demokracije Magazin-tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja. Hvala obema našima gostoma, hvala gospodu županu, hvala vsem vam za udeležbo. Hvala tudi vsem vam, ki ste nas gledali oziroma spremljali neposredno preko spletnega portala demokracija.si. Hvala in lep večer vam želim še naprej. Hvala.